pa skočimo za moment v Mursko Soboto. To je kraj, katerega grb zgleda kot nekdo, ki je blazno vesel, da ima na čelu rumeno piko. Ta teden je prek murske duhove burilo nekaj, kar je bilo tam, kjer ne bi smelo biti. In ne s tem ne mislim na steklenico in žico v rektumu. Baje je oseba na sliki uporabila žico, da bi z rit izvlegla steklenico, pa je tudi žica not ostala. Kar je lepa prispodoba za našo državo. Samo zato smo to sliko pokazali. Malce sem zašel, pardon. V Murski Soboti je torej stvar tam, kjer naj ne bi smela biti. Tako je videti oglas pred eno od osnovnih šol v Murski Soboti. Napol sličena ženska in napis, ki izgovorno našteva: masaža, fantazija, seks, orala. Pred eno od mursko-soboških osnovnih šol sveti ogromen oglas za masažo, ki vključuje fantazije, seks in oralo. Ok, kaj se zgodi, če to številko pokličeš, Samanta? Ko pokličemo na telefonsko številko na oglasu, nam prijazna uslužbenka pojasni, da so cene erotične masaže od 50 do 80 evrov. Nič drugega ne reče, samo pojasni takoj cene. 50 do 80 evrov, ok, fantje, odkje mi ideja, da je osnovna šola ciljna publika za erotično masažo? Kdo od osnovnošolcev ima pa 50 evrov za masiranje z veselim zaključkom? Veste, kako izgledajo dialogi? Starši danes. Mami, a mi daš 50 evrov? 30 evrov? Zakaj pa rabiš 10 evrov? Kako bo? Dobro, pa recimo, da oglaševalec cilja na bližnjo srednjo šolo. Je ta demografska skupina videla ponudbo? Mimo se vsak dan sprehajajo tudi dijaki 2 srednjih šol. Ti niso priznali, da bi oglas opazili. Kak je nage babe? Jaz nisem nič videl. To je pogojen refleks srednješolca, narod. Od vseh porničev, ki jih gledajo skrivaj, so razvili avtomatičen odziv na vsako vprašanje. Sine, kje je sesalc? Porno? Kaj je to? Jaz nisem nikoli drkal še. Pusti me primer. Ti pa ima lahko tako glas posledice za mlade? Psihologinja pravi? Če se mene osebno vpraša, bi bila za to, da se ravno takšni plakati ne izpostavljajo na takšnih mestih. Zaradi tega, ker zmeraj obstaja ena nevarnost, da nekdo drug to napačno razume. In ta verjetnost je pri mladoletnih otrocih zelo velika. Glejte, meni se zdi, da tle malo pretiravamo. Na naše otroke to ne bo prav veliko vplivalo. Dajte preveriti. Pejte k svojim sinčku, pa mu rečete, da je cajt, da se pogovorite o spolnosti. To je v enem momentu treba narediti, če ste odgovorni starši. Jaz vam garantiram, kam bo sin rekel. Ok, kaj te zanima? Vam se zdi nedolžen, ampak mal Marko ve več o seksu, kot veste vi sami. Ampak mimogrede, ta oglas ni prvi, ki je bil na neprimernem kraju. Pred časom se je govorilo, da pred onkološko kliniko stoji oglas za lasulje, kar je, če pomislim, edini pravi kraj za tak oglas. Zdaj, mogoče pa to nov trend v oglaševanju, ne vem. Mogoče bomo kmalu pred štabom SDS za Bežigradom videli oglas za koncert partizanskega pevskega zbora. Ali bomo pred stavbo za odvajanje od alkohola videli oglas za brkinsko slivovko. Ta ciljna skupina najbolj potrebuje alko. A veste, pod kakim stresom si, ko se odvajaš? Mogoče bi dali pred kakšno policijsko postajo reklamo za škorne. Vaš sosed ima bolj škorne. Pa en popust za policaje. Še najbolj pa bilo, če pred parlament postavilo glas za tablete, ki povečajo penis. Mislim, da se tam tre potencialnih strank. Naj bo vaša vladavina dolga. Bagola, zapisuj si. To je revolucionarno. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.